Ja, projekt je po investicijskem programu vreden 45 milijonov evrov okroglo. Pogodbena vrednost je 42 milijonov pa pol. Vsi ukrepi na širšem območju mestne občine Celje so vredni približno 38 milijonov evrov. No, zdaj glavnina gradbenih del bo pravzaprav v Celju začela z letošnjim letom, konec aprila, začetek maja, in se bo končala, računamo, z oktobrom oziroma septembrom naslednjega leta, kot z obdobjem do pridobitve vseh uporabnih dovoljenj. Odločba za pridobitev evropskih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada iz naslova izvajanja operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture je že izdana bila v lanskem letu. Stopnja sofinanciranja za teh 45 milijonov upravičenih stroškov je 85%, torej Evropa prispeva okroglih 38 milijonov evrov. No, vse ukrepe, ki jih poskušamo izvajati skladno z pogoji, ki smo jih za izvajanje del pridobili. Je pa res, da morda včasih nekako v posamezni lokaciji pride do morda večjega kaljenja vode. Praviloma se pa z ribiškimi društvi izvajalec povezuje, tako da so predhodni izlovi strani ribiških družin izvedeni. Skrbimo maksimalno za to, da spoštujemo habitate, rečne in obrečne. Poseben poudarek dajemo temu, da to ni samo hidrotehnični projekt, ampak je to okoljski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, in na ta način poskušamo tudi kot okoljski projekt to speljati. Predvidevamo tudi kar nekaj omilitvenih ukrepov. Mi imamo v celotnem projektu približno 5% vrednosti projekta namenjenih prav za izvedbo omilitvenih ukrepov, nekaj nadomestnih habitatov, to smo danes na predstavitvi slišali, bo tudi izvedenih. Ravno tako računamo, da bo način gradnje prilagojen naravi čim bolj prijazno in računamo na to, da bo teh pritožb strani nevladnih organizacij, društev, teh, ki pravzaprav v reki in z reko živijo, čim manj. Torej, z Zavodom za ribištvo, ki je pogojedajalec, in pa z ribiškimi družinami se tudi skladno z navodili Ministrstva za kmetijstvo in okolje projektant in izvajalec del so nenehno v procesu usklajevanja vseh ukrepov. Vsi ukrepi, recimo na področju Laškega, so tudi izvedeni z omilitvenim ukrepom, tam smo naredili en umetni otok, kot del naravnega habitata, kot nadomestni habitat. Ravno tako načrtujemo tudi vsa dela na teh delih. Je pa res, da tiste struge, kjer je pa predvideno čiščenje naplavin, kjer danes smo slišali, kjer so bile skozi desetletja naplavine celo globoke, celo 3, 4, 5 metrov do osnovnega korita, ki je bil zgrajen pred 70 leti, in to je pravzaprav tudi projektirano stanje, se bo pač v nekaj letih se bodo brežine zarastle in skladno z predvidenim projektom tudi selektivno brežine potem tudi vzdrževale. Torej, poskušamo pa čim več habitata, torej tega naravnega rastlinja, drevesja in drugega rastlinja ohraniti. Po drugi strani moramo pa izpolniti tudi cilje, to je, da omogočimo čim večjo pretočnost visokim vodam. Sicer cilji po večji pretočnosti strug ne bodo doseženi. Trudimo se pa, da ohranjamo čim več habitata v tistem obsegu,
kot je za pogoji dan. Torej, tukaj gre za čiščenje strug, niso aktivni ukrepi, ampak so pasivni ukrepi, gradbeni ukrepi z vidika nadvišanja in postavljanja novih visokovodnih nasipov in zidov se bodo pa zdaj začela.